Danes bom kupoval najbolj smrtonosna morska bitja na temnem spletu. Od morskih psov do strupenih kamnitih rib, pošastnih jegulj, resničnih vesoljcev in še veliko drugih norih živali, ki ti bodo odpihnile pamet. In moja naloga je, da jih vse obdržim kot svoje nove hišne ljubljenčke. Ja, to verjetno ni najboljša ideja, ampak če bomo to naredili, potrebujemo prostor za vse te morske živali. Zato sem svojo garažo spremenil v ogromno sobo za ribe, polno najrazličnejših akvarijev. In zdaj je edina stvar, ki nam še preostane, da to sobo napolnimo z najbolj norimi morskimi živalmi z temnega spleta. In no, že smo prejeli naš prvi paket. Veste, to škatlo sem naročil pred približno enim tednom. Edino, kar je spletna stran napisala, je bilo, da gre za pravega vesoljca, ni pa povedala, kaj točno je. Torej, mislim, da je edini način, da ugotovimo, da jo odpremo. Joj, tako sem živčen. Oh, vidim vrečko. V redu, niso nas ogoljufali. Kaj za vraga je to? O, moj bog. No, niso lagali, ko so rekli, da je to vesoljec. To je res strašljivo videti. Res nimam pojma, kaj je to. Fuj, kako je sluzasto. O, moj bog, to je kot ena velika kepa. Kaj za vraga je to, ljudje? Počakajte malo, tukaj je še ena vrečka. Ni šans, poglejte to. Tukaj imamo še enega, ampak ta je čisto črn. Počakaj, zakaj so mi poslali dva? Naročil sem samo enega. Mislim, da se ne pritožujem. Te stvari so res kul. Počakaj malo. Priloženo je sporočilo. Mogoče mi bo to povedalo, kaj za vraga so te stvari. Uživaj s svojimi novimi hišnimi vesoljci. To je vse. To je vse, kar piše. No, ker nisem vedel, kaj so te stvari, sem se odločil, da jih dam v akvarij. In fantje, ne morete me prepričati, da to niso vesoljci. Mislim, samo poglejte, kako se premikajo. Ampak tako nora, kot je bila ta prva pošiljka, bomo morali kupiti še veliko več, če želimo napolniti celo to sobo. In ker to kupujemo na temnem spletu, ni mogoče vedeti, ali nas bodo ogoljufali, ali če bodo te morske živali sploh prišle žive. Pravkar sem oddal še 2 naročili na temnem spletu. Ena je za skrivnostno jeguljo, ki lahko zraste do 2 metrov, druga pa je skrivnostna škatla z redkimi morskimi živalmi. Zdaj ne vem, kako redke bodo te morske živali, ampak glede na to, da je škatla stala $1000, bodo verjetno nekaj, česar še nikoli nismo videli. In po samo nekaj dneh čakanja sem prejel enega od paketov. Fantje, prepričan sem, da je to skrivnostna škatla. Iskreno nisem mislil, da bo to sploh prišlo, ampak je in je težko. O moj bog, vidim kup rib, fantje. Wow, poglejte tole. Ima opozorilno nalepko. To je res nora riba. Še nikoli nisem videl česa takega, ampak očitno je nevaren. Zato moramo biti zelo previdni. Hitro sem si nadel rokavice in mi ga je uspelo spraviti iz vrečke. In po natančnem pregledu sem ugotovil, da je ta riba strupena in ima po celem telesu zelo ostre bodice. No, to je pa malo strašljivo. Upam, da preostale ribe tukaj niso nevarne. O, počakaj, mislim, da vem, kaj je to. Ni mogoče, fantje, poglejte to. Dobili smo majhno napihovalko. Mislim, da se ta riba imenuje ježasta napihovalka in zrastejo res ogromne, ampak ta je še čisto majhen mladiček. Potem je bila v škatli le še ena vrečka in v njej je bila daleč najbolj nora riba, kar sem jih kdaj videl. O moj bog, fantje, mislim, da ima ta riba noge. Nisem nor, kaj ne? Ta stvar ima dejansko noge. Videti je, kot da bi imel rak mladiča z ribo. Še nikoli nisem videl česa takega. Odločil sem se ugotoviti, kaj je ta stvar. Zato sem poiskal ribe z nogami in res sem jo našel. Imenuje se morski petelin. In za razliko od drugih rib z nogami, ki jih uporabljajo za hojo po kopnem, morski petelin uporablja svoje noge za hojo po morskem dnu, kar je tudi naredil, ko sem ga dal v akvarij. To je daleč najbolj kul riba, kar sem jih kdaj videl, in zdaj je naš hišni ljubljenček. Ampak veste kaj, fantje? Pravkar sem se spomnil. Tista skrivnostna škatla z jeguljo je na poti in vsak trenutek bi morala prispeti. Po približno 1 uri sem končno dobil paket, a ko sem ga odprl, sem ugotovil, da je bila vrečka preluknjana, kar pomeni, da karkoli je notri, verjetno nima več veliko časa. Je še živ? Ni mogoče. Fantje, še se premika. Kako noro je to? Sploh ni bil v vrečki in ni imel vode, pa je nekako še vedno živ. V redu, hitro ga dajmo v akvarij, preden umre. No, počasi, a zanesljivo se akvariji polnijo. Vendar nas čaka še veliko dela. Začel sem kupovati vedno več paketov na temnem spletu, vključno s skrivnostno škatlo z nezemeljskimi ribami, ki stane $500 in smrtonosno škatlo z raki. Ja, nisem prepričan, kaj to pomeni, ampak živali, za katere pravijo, da bi lahko bile tukaj notri, izgledajo noro, zato sem moral to kupiti. Prav, fantje, minil je približno teden dni in prejel sem oba paketa. Vsa morska bitja, ki smo jih do zdaj kupili, se imajo odlično, zdaj pa je čas, da vidimo, kaj bomo dodali v zbirko. O, ni mogoče. Mislim, da je to iverka, fantje.
Ta stvar je ogromna. No, to je zagotovo nezemeljska riba, ampak mislim, da ni vredna $500. Zato upam, da je v tej škatli še kaj veliko bolj norega. V redu, imamo še eno ribo. Vsaj mislim, da je riba. Videti je dobesedno kot palica, ampak se premika. O, občutek je tako čuden. Kaj za vraga je to? Ja, to je še ena skrivnostna riba, ki je še nikoli nisem videl. Če veste, kaj je to, napišite spodaj v komentarje. Ampak v tej škatli sta še 2 ribi in videti sta najbolj nori od vseh. O, ta vrečka je težka, fantje. To je zagotovo večja riba. Počakajte malo, mislim, da vem, kaj je to, fantje. To tukaj se imenuje remora in te ribe imajo nekaj zelo posebnega. Na prvi pogled se ti fantje zdijo precej običajni, ampak dejansko uporabljajo svojo glavo tukaj, da se prisesajo na morske pse in jih potem samo spremljajo naokoli. In ko morski pes nekaj poje, ti fantje pojedo vse ostanke. To je res kul. Nisem niti vedel, da jih lahko imaš za hišne ljubljenčke. Zdaj ga bomo dali v akvarij, ampak najprej je nekaj, kar sem si vedno želel poskusiti. Poglejmo, če se bo prisesal na mojo roko. O, bog, to je tako strašljivo. Wow, ne morem verjeti. Poglej to. Ne morem verjeti. Dejansko se drži moje roke zdaj. O, moj bog, to je tako čuden občutek. Ko sem vzel ven zadnjo vrečko, sem opazil nekaj notri. In karkoli je že bilo, ni bilo normalno. Wow, poglejte tega, fantje. Je to sploh riba? Vem, da sem naročil skrivnostno škatlo z nezemeljskimi ribami, ampak nisem pričakoval, da bom dobil kaj tako norega. Fantje, odkot dobivajo te ribe? Še nikoli nisem videl česa takega. To je zagotovo najbolj kul riba, ki smo jo do zdaj dobili, ampak imam občutek, da bo od tu naprej samo še bolj noro. Zdelo se mi je prav, da tega tipa dodam v akvarij k drugi ribi, ki ima noge. In potem je bil čas, da odpremo naslednjo škatlo. Ampak morali smo biti previdni. O, priloženo je sporočilo. Previdno, prosimo, ves čas nosite rokavice. Živali lahko ščipajo, pikajo ali zbadajo. O, v redu, super. Ja, hvala za opozorilo, Fred. Eno za drugo sem previdno odprl vsako vrečko in iskreno nisem našel ničesar posebej nevarnega. Fantje, to je samo kup različnih rakov. Kaj je nevarnega pri tem? Potem pa sem opazil razlog, zakaj je bilo toliko opozoril. O moj bog, ali je to kozica bogomovka? Fantje, mislim, da ne razumete, kako noro je to. Morda se zdi kot navadna majhna kozica, ampak ti fantje so znani po najmočnejšem udarcu v živalskem kraljestvu. Tako močan, da lahko dejansko razbije steklo v tvojem akvariju. Počakaj, tukaj je še eno sporočilo. Kaj piše tukaj? Kozico bogomolko imejte ves čas v plastični posodi, sicer vam bo razbila akvarij. Se hecate? Fantje, to je noro. V redu, imam ga. Lepo počasi, prijatelj. Au! O moj bog, ste to videli? Dobesedno mi je udaril v prst. Na srečo sem ga uspel spraviti v posodo, ki sem jo dal v akvarij. Ampak ostanite z nami, ker se bo kmalu zgodilo nekaj norega. O, kaj imamo tukaj? Počakaj malo, mislim, da vem, kaj je to. Temu pravimo ognjena pokrovača. In kar je pri teh bitjih res kul, je to, da ko imajo odprta usta, lahko dejansko vidiš, kako gre elektrika skozi njih. Res je noro, kaj vse zmorejo nekatera morska bitja. Kot da ima vsak od njih svojo malo supermoč. Nisem pa prepričan, če bi moral tega držati v rokah. Zato ga raje damo v akvarij. In zdaj nam je ostala samo še ena vrečka v škatli. In mislim, da je to puščavniški rak, ampak nima hišice. To je res žalostno. Še nikoli nisem videl puščavniškega raka brez hišice. Ampak veš kaj? Imam idejo. Če vzamemo to školjko in jo damo v isti akvarij kot puščavniškega raka, obstaja možnost, da bo šel vanjo. In točno to sem tudi naredil. In ni mu dolgo trajalo, da jo je našel in zlezel vanjo ter si jo naredil za nov dom. Do zdaj smo kupili že kup smrtonosnih morskih bitij z temnega spleta, ampak imam občutek, da nam nekaj manjka. In to je morski pes. Morske pse je zelo težko dobiti, ampak na srečo sem pred kratkim naletel na spletno stran, ki ga je prodajala. Zato sem ga seveda kupil. Zdaj pa je čas, da ga odpremo in vidimo, ali so nas ogoljufali ali ne. O moj bog, to je nov merch Bass Fishing Productions. Ja, oprosti. Preden preverimo, ali smo dobili morskega psa ali ne, vam moram povedati, da smo pravkar izdali nov merch. Imamo nove majice, nove kape, nove puloverje s kapuco in naš najnovejši dizajn je ta logotip ribjega ščita. Res mi je všeč. Dodali smo tudi otroške velikosti za vse izdelke. Če želite preveriti ponudbo, pojdite na bassfishingproductions.shop ali preprosto kliknite QR kodo na vašem zaslonu. Zdaj, ko smo to opravili, poglejmo, ali smo res dobili morskega psa. Gremo. Tako sem živčen. O moj bog, mislim, da smo ga dobili, fantje. To je majhen mladiček. Počakaj malo. Ne premika se. Prav tukaj sem opazil, da je bil mladiček morskega psa mrtev. Poskusil sem res vse, da bi ga oživil, ampak je bilo prepozno. Poskušal sem stopiti v stik s prodajalcem in mu to sporočiti, a se nihče ni oglasil. Zdi se, da so nas prvič v tem videu ogoljufali.
In kdo ve, kolikokrat se bo to še zgodilo. Ampak to me ne bo ustavilo, da bi poskušal kupiti morskega psa za hišnega ljubljenčka. Kasneje v videu bom naročil še enega, ki bo precej večji. V redu, naslednji oglas, ki sem ga našel, je nekoliko drugačen. Ta oseba pravi, da se seli in prodaja svojo celotno zbirko rib. Ne pove, katere vrste rib so, omeni pa, da so nekatere izjemno redke in celo nevarne. Tako da že veste, tvegal sem in sem to kupil. In le nekaj dni kasneje je to prispelo. To je zagotovo največji paket, ki smo ga prejeli. Tako da upam, da to pomeni, da so tudi ribe velike. Odprl sem škatlo in takoj sem zagledal kup rib notri, a ena mi je še posebej padla v oči. O moj bog, poglejte, kako velika je ta riba. Saj se hecate. Je dobesedno večja od moje roke. Tukaj sem bil dobesedno v šoku, ampak sem se moral hitro spraviti in ga dati v akvarij, ker je bilo v škatli še ogromno rib. O bog, to je pa levja riba. To je zagotovo tisto, o čemer so govorili, ko so rekli, da je ena od rib nevarna. Te ribe so izjemno strupene in ta je res velika. Dajmo jo spraviti v akvarij, preden me piči. Neverjetno, tukaj je še vedno toliko rib. Dobesedno sem jih vlekel ven eno za drugo in našel sem pa sjeglavo napihovalko, veliko panterjevo kirnjo in to noro videti skrivnostno ribo. In potem, ko sem jih vse dal v njihove nove domove, je bila v škatli le še ena riba. O, in ta je zagotovo največja od vseh. Mislim, da je to še ena zebrasta murena, ampak ta naredi prvo zebrasto mureno videti kot majhnega dojenčka. O moj bog, poglej velikost njegovih zob. Prosim, ne ugrizni me. No, fantje, mislim, da lahko rečem, da je ta akvarij končan, ampak zdaj bodo stvari postale veliko bolj nore. In to zato, ker sem pravkar prejel še 3 pakete. V vsaki škatli je ena naključna morska žival, v oceanu pa je več kot 200 000 različnih vrst morskih živali. Torej je lahko tukaj res karkoli. Wow, kaj za vraga je to? Počakaj, to ni žival. To je kot neka rastlina ali nekaj takega. Se hecaš? Pravkar so me ogoljufali. Ali pa sem tako mislil. Vsaka žival ima priložen list papirja, na katerem piše, kaj je. In ko sem ga prebral, nisem mogel verjeti svojim očem. Sončna morska zvezda. Počakaj, to je morska zvezda? Ne, ni šans. Lažejo. Veste kaj? Pokazal vam bom, kako izgleda prava morska zvezda. To je morska zvezda. Tisto je dobesedno samo rastlina. Počakaj malo. Premika se. V redu, morda je res morska zvezda. Ljudje, to je noro. Zato imam rad te videoposnetke. Obstaja toliko živali, za katere sploh nisem vedel, da obstajajo. In zdaj jih imamo za hišne ljubljenčke. No, mislim, da bom poiskal dom za to stvar in odprli bomo naslednjo škatlo. Ne vem, kako bi lahko bilo še bolj noro kot to. O ja, pravkar je postalo še bolj noro. Tukaj je še ena morska zvezda, ljudje. Ampak ta je ogromna. O ne, ampak zdi se, da mu tukaj manjka del noge. Nisem prepričan, kako se je to zgodilo, ampak na srečo morske zvezde ponovno zrastejo svoje noge. Tako da mislim, da bo v redu. Ker je ta tip tako velik, mislim, da ga lahko damo samo na eno mesto. In to je veliki akvarij. Izvoli, prijatelj, uživaj v svojem novem domu. 2 od 3 paketov smo že odprli in dobili smo samo morske zvezde, zato sem pričakoval, da bom našel še eno v 3. škatli, ampak namesto tega nisem našel ničesar. V tej ni ničesar, fantje. Kako je to mogoče? To ne more biti prav. Počakaj, kaj piše na papirju? Ni mogoče, meduze. O moj bog, res jih lahko vidim. Če pogledaš res od blizu, je tukaj notri kup meduz. Skoraj so nevidne. Fantje, nimam pojma, kam bom dal te stvari. Samo šalim se. Točno vem, kam jih bom dal. Tako je, imam akvarij za meduze. Fantje, res sem se za ta video pripravil na vse vrste morskih živali. In prav je, da sem to naredil, ker meduze dejansko potrebujejo zelo specifičen akvarij, da lahko preživijo. Tako da mislim, da je ostala samo še ena stvar, in to je, da te fante damo v njihov novi dom. Wow, to je res cool, fantje. Zdaj imamo dobesedno meduze za hišne ljubljenčke. Me zanima, kaj bomo še našli na temnem spletu. Potem sem naletel na še en oglas na temnem spletu in ta je bil do zdaj najbolj nor. Ni mogoče, skrivnostna škatla z morskim vragom. Fantje, obožujem morske vrage. So ene mojih najljubših rib. So plenilci iz zasede, ki so mojstri kamuflaže in dobesedno izgledajo, kot da so prišli iz vesolja. Ampak ta spletna stran izgleda tako sumljivo. Veste kaj, fantje? Kar bom naredil? Kupil jo bom. Zdaj, čeprav je bila spletna stran izjemno sumljiva, sem samo 2 dni po naročilu prejel paket. Na spletni strani je pisalo, da bi lahko bil tukaj notri redki morski vragi. Tako da upam, da me niso ogoljufali. O moj bog. Ja, fantje, mislim, da smo zadeli glavni dobitek. Škatla je bila polna vrečk, kar pomeni, da smo dobili veliko morskih spak. In celo videl sem nekatere najredkejše na svetu. Ampak bil je en problem. Mrtvi so. Fantje, vse morske spake so mrtve. Ne premikajo se.
Ne, zakaj se to dogaja? Bil sem popolnoma uničen tukaj. Mislim, nobena morska spaka v škatli se ni premikala, ampak potem se je to zgodilo. Počakaj malo. Si videl to? Mislim, da se je ta pravkar premaknil. No, prosim, povej mi, da je še živ. Ja. O moj bog, premika se. Fantje, ne morem verjeti. V redu, moramo ga hitro spraviti iz te vrečke. Nima več veliko časa. Hitro sem ga dal v posodo in še enkrat preveril vse vrečke. In po nekem čudežu sem uspel najti še 3, ki so bili še živi. Videti je, da smo jih dobili 4 skupaj, vključno z 2 zelenima in 2 rdečima. Žal pa nekaj drugih morskih spak ni preživelo. Ampak verjetno je to pač tveganje, ki ga sprejmeš, ko naročaš s temnega spleta. Zdaj je ostala samo še ena stvar, in to je, da jih dam v njihove nove domove in jih nahranim. Opazovati te ribe med hranjenjem je res fascinantno. Uporabljajo to majhno stvar na glavi, da privabijo ribe. In ker se tako dobro zlijejo s kamni, jih ribe sploh ne opazijo. In ko se riba dovolj približa, bum, morska spaka plane in poje celo ribo. Lahko bi jih gledal, kako jedo, ves dan, ampak imamo še toliko drugih akvarijev za napolniti. No, pravkar sem prejel še en paket. In v njem je najbolj smrtonosna riba do zdaj. To tam je kamnita riba, znana tudi kot najbolj strupena riba na svetu. In to je daleč največja, kar sem jih kdaj videl. En pik tega tipa bi bil smrtonosen in trenutno ga držim v rokah. V redu, verjetno tega ne bi smel početi. Naj ga dam v akvarij, preden se to slabo konča. Ti fantje niso samo izjemno nevarni, ampak so tudi mojstri kamuflaže, zaradi česar vsako leto na njih po nesreči stopi na stotine ljudi. Mislim, poglejte to. Dobesedno izgleda kot kamen. V redu, minilo je nekaj dni in pravkar sem prejel še 2 paketa. Eden je skrivnostna škatla z morskimi ježki, drugi pa skrivnostna škatla z grozljivimi morskimi polži. Poglejmo, kaj smo dobili. O, wow, to je res veliko vrečk. In v vseh so morski ježki. Zdi se, smo dobili tudi kup različnih vrst. Tukaj je vijoličen, oranžen, bel. To je noro. Ko smo pregledali celo škatlo, smo našli 6 morskih ježkov, vključno z res velikimi, in te tipe, ki so bili res nenavadnega videza. Počakaj malo, pravkar sem se spomnil, da so ti tipi zelo strupeni in trenutno jih držim kakšnih 10. To ni dobro. Uspelo mi jih je varno spraviti v njihove nove domove in odprl sem naslednjo škatlo, ki je bila polna pravih vesoljcev. Wow, kaj za vraga je to, fantje? Mislim, da je to morska kumara, ampak je roza. Morske kumare smo že kupili na temnem spletu, ampak so bile običajne barve. Ta pa mora biti res zelo redka. V naslednji vrečki sem našel še eno roza morsko kumaro, ki je bila precej večja. Potem pa je bila v škatli samo še ena vrečka. In v njej je bilo nekaj, kar ni z tega sveta. Je to sploh žival, fantje? O moj bog, kaj sploh gledam? To je res čudno, fantje. Dobili smo nekakšno mavrično kepo ali nekaj takega. Še nikoli nisem videl česa takega. Iskreno, sploh ne vem, kaj naj naredim s tem. Odločil sem se, da jih dam v vodo, da vidim, kaj se bo zgodilo. In po nekaj minutah je iz njegovega telesa prišla ven neka nezemeljska glava in začela se je premikati naokoli. Wow, fantje, to je res strašljivo. Če veste, kaj je to, napišite spodaj v komentarje. Ampak to je to za to škatlo. In mislim, da je zdaj čas, da naročim nekaj precej večjih živali. Pred nekaj dnevi sem našel spletno stran, ki je prodajala pošastno ribo iz oceana za $1000. Zato sem tvegal in kupil 2. In poglejte, kaj je pravkar prispelo. Tako sem živčen. Res upam, da so tukaj notri kakšni morski psi. Počasi sem odprl škatlo in žal nisem videl nobenega morskega psa. Vendar pa sem opazil nekaj še bolj norega. Počakaj malo, ali so to zmajeve jegulje? O moj bog, so ogromne. Fantje, zmajeve jegulje so dobesedno najredkejše in najdražje jegulje na svetu. Ime so dobile, ker izgledajo natanko kot zmaji. In te so daleč največje, kar sem jih kdaj videl. Običajno me ni strah držati karkoli, ampak tile fantje me res naredijo živčnega. Imajo zelo ostre zobe in znani so potem, da so zelo agresivni. Zato moramo biti izjemno previdni, ko jih dajemo v njihov akvarij. Evo, uspelo nam je. V redu, dobili smo manjšega, fantje. In poglejte te zobe, to je res strašljivo. O moj bog, poskuša me ugrizniti. Že gre. Poglejte to, naravnost v skale je šel. Fantje, ta akvarij je popoln za njih. Ima kup jam in cevi, v katerih se lahko skrivajo. Prav, pojdimo po večjega. Evo ga. O moj bog, poglejte to, skoraj mi bo zlomil vrat, tako je velik. Čeprav so strašljivi, so res lepi, ampak to še vedno ni morski pes. Mislim, da bomo poskusili še enkrat. V redu, samo na hitro, preden poskusimo kupiti tistega morskega psa, sem prišel sem preveriti bogomolko kozico in je ni več. Ni je v posodi. O moj bog, mislim, da je preluknjala posodo.
V redu, očitno moram iti kupiti novo posodo, ampak najprej poskusimo kupiti tistega morskega psa. Medtem ko sem za ta celoten video brskal po temnem spletu, sem ves čas naletel na to spletno stran, ki naj bi prodajala morskega psa, ampak ta stran je bila res sumljiva. Mislim, ni bilo nobenih slik, nobenih informacij, ampak mislim, da moramo to narediti. Nimamo druge izbire. Po nakupu sem čakal več kot teden dni in o morskem psu ni bilo ne duha, ne sluha. Iskreno začel sem izgubljati upanje. Potem pa se je to zgodilo. Pravkar sem dobil paket in mislim, da je to morski pes. No prosim, naj bo tukaj notri. Potrebujemo morskega psa. O moj bog. Mislim, da smo ga dobili. Poglejte to, fantje. Neverjetno. Dejansko smo dobili morskega psa za hišnega ljubljenčka. Ne morem verjeti, fantje. In ta je kar velik. Nimam pojma, kakšen morski pes je to. Če vi veste, napišite spodaj v komentarje. Mislim pa, da imam popolno mesto zanj. Veste, ko sem načrtoval ta video, sem kupil ta akvarij prav za morskega psa. Torej, brez odlašanja spravimo ga v njegov novi dom. Pa je šel. O moj bog. Zelo dobro izgleda tam noter. No, mislim, da smo s tem zaključili našo ribjo sobo. Vsak akvarij je poln norih morskih bitij, ki smo jih naročili z temnega spleta. Če pa mislite, da bi morali kupiti še kakšno drugo žival, napišite to spodaj v komentarje in naredili bomo drugi del. Ne pozabite preveriti nov merch na Base Fishing Production Stock Shop. Za zdaj se vidimo v naslednjem videu. Lep pozdrav!